Pozdravljamo vse v imeni Jezusa Kristusa. Upam, da smo vsi dobro, da smo vsi ok in smo pripravljeni na to, ko ima Bog pripravljeno za nas. Zanima me, imaš to med vami potekajočo vojno v mislih? Ne vem, koliko je pri vas, ampak jaz se večkrat borim med mislimi vere in pa mislimi strahu. Težkokrat ščem zaupati Bogu, ampak ščem ob tom imeti tudi sanges kontrolo, tudi sanges nadzor. Mogoče si ti tok in odiš v eno trenutke puni duhovnega zaupanja, kaj je Bog stel in kaj te je pozval in naslednji moment dobiš nesigurnost, ker te paralizira in zadržavlja. In odkril sem, kaj je naš bojišče. In večino življenjskih bojov je zmaganih ali pa zgubljenih v našem v naših mislih. Dobra novica je, kaj je Božja beseda mogočna ne samo, kaj ti pomaga, ampak kaj te preobrazi in pa obnovi tvoj misli z resnico. In zato, ker je njegova beseda tako mogočna, bi rad, kaj vsi skupaj što leko gor stanemo ob prebiranju le te. In ne smo pogledali 2. Korinčanom 10. poglavje in probali smo dobiti pogled v razmišljanje apostola Pavla. 2. Korinčanom 10. poglavje 3. do 4. vrstica. Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Na kratko se še pomolimo. Gospod Bog, hvala ti, ker sem ponovno leko tu izbrani, Gospod Bog, resnično daj, ker bi leko prišli z odprtim srcem, sprejema to, ko imaš ti pripravljeno za nas in daj resnično, ker bi leko nesli nekaj od toga in živeli po tvoji besedi. Gospod Bog, blagoslavljaj nas ti še naprej. Amen. Izvolite sesti. Res živimo v mesu, a se ne bojujemo v skladu z mesom. Orožje našega bojevanja ni meseno, ampak ima v Bogu moč, da podira trdnjave. Mogoče ne nicate besedo trdnjava v svojem vsakšnem dnevi, ne? Ampak ko je trdnjava? Trdnjava je vojaška utrdba, ki je v preteklosti bila zgrajena ponavadi v centru mesta, na bregu oziroma na težko dostopnem mestu. Ništevne utrdbe so bili obkrožene z dodatnim obzidjem, ko je imelo temelje, ker so bili globki tudi do 6 metrov. To pa tudi zato, ker so tam notri bili ljudje z višjimi položajami, ki so bili na varnem pred sovražnikovim napadom. Šatan, naš duhovni nasprotnik, se želi napasti tvoj tvoje misli in ustvariti trdnjave prevare. Do nekaj vrvleš, ko je neresen in te s tem oddalji od Božjega klica in njegove prisotnosti. Ko napravi hudič, proba oblikovati tvoje razmišljanje. Pomoli in previdno najprej z eno lažjo in te naslednja in tako dole ti čas kasneje zapornik njegove prevare. Ko ti pravi šatan, ne zaupaj njimi, ne mreš njimi zaupati, nikdar ne boš uspešen, a stalno boš ostano reven, nikdar ne boš imel uspešnega zakona, Bog ne čuje tvojih molitev, pa ne moli zaj, Bog je nejmar za tebe, pisti zaj to, nikdar ne boš napravo spremembe, sploh se ne trudi, nikdar ne boš nič dosegnil. Kako se leko proti temu borimo v naših mislih. Preštimo še naslednjo vrstico v 10. poglavje. Podiramo razmisleke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu. Če pogledamo nazaj na svojo preteklost, smo opazili, da se naše življenja stalno pomikajo v smeri naših najmočnejših misli.
to, kar smo vojni razmišljati, se izraža v našem življenju. In v tom se strinjajo oboje znanost in pa Božja beseda. Nemo se dosti poglavljali v znanstvenost razmišljanja, ampak dosti naših problemov je povezanih z napačnim načinom razmišljanja. Izzivi v odnosih, motnje prehrane, odvisnosti, različni strahovi, fobije so direktni rezultat slabega oziroma strupenega razmišljanja. To je to, kar pravi o tom znanost. Božja beseda je živa resnica in če bi pogledali v angleški prevod Svetega pisma v pregovori 23. poglavja 7. vrstica bi prešteli tako. For as he thinks in his heart, so is he. V slovensko prevedeno pomeni to, kar razmišlja v svojem srcu, to je on. V slovenskom prevodu Biblije te povedi njega notri. Ampak življenje, ko ga imamo, je odraz toga, ko mi razmišljamo. Ko razmišljamo, določa to, komu mi gratili, to, komu mi postali. V drugi besedaj, če torej razmišljaš, ka nekaj ne mreš napraviti, tudi verjetno ne boš. Če pa razmišljaš, ka boš uspel po Božoj milosti, ti tudi verjetno boš. Če se vrtiš samo okoli svojih slabih misli, pa te svet je tako pokvarjene, stanje je stalno slabše, ti do te problemi pokopali. Ampak namesto toga, če iščeš rešitve, če vrvljaš, kaleko imaš zaupanje v Boga, boš našel rešitve in boš videl, kako se tvoja vera zdignila. Če stalno razmišljaš, ka si žrtev, boš najverjetneje grato tlih ta žrtev nekoj. Če pa namesto toga vrvljaš, ka boš leko z Božjo pomočjo, ko je v tebi to premagal, boš to tudi premagal. V dosti primerih je življenje, ko ga imamo, slika toga, ko razmišljamo. In dnes bi vas rad spodbudil, ka se za trenutek stavite in razmišljate malo o tom, o kom razmišljate. Stisnemo v svojem življenju pauzo in malo preletemo svoje misli. Napravimo nekaj to, ko smo mi dnes nekaj imeli na firmi, napravimo audit. Ampak jaz bi tu mi bolje povedal audit razmišljanja. Znamo, kaj pomeni audit, ne? To je podrobni pregled oziroma inšpekcija nekoj. V našem primeru, kako se že povedal, pregled oziroma inšpekcija našega razmišljanja. In pogledali smo si 3 različne kategorije in probali določiti, komu bi dejansko spadali na toj listi. Prva kategorija prikazuje našo miselnost. Leko daš prvi slajd gor. Ne smo PowerPoint. Prikazuje našo miselnost. To označujejo misli zaskrbljenosti, to so panika, strah, nesigurnost, te označujejo misli zaskrbljenosti, panika, strah, nesigurnost, ali pa bi povedali, kaj te ponavadi označujejo misli polne mira. In pa začnemo na levi strani. Ali se ponavadi zvidiš in se tvoje misli pomikajo proti straji? Ko da ne šlo vse narobe, komu za napraviti, ko da moja deca, tako me skrbi za njih, ko delajo v šoli, skrbi me za moje zdravje, pa nekaj me pa vse boli, skrbijo me penazge, pa kako me trenutno vse stanje sveta skrbi, ko se to vse dogaja, pa koma te svet ide. Ali bi si svoje misli, svoje razmišljanje postavil na levo stran, na stran zaskrbljenosti, ali pa, če glih je trenutna situacija slaba, zakomplicirana, se najdeš tom, ko predaješ svoje skrbi, svoje misli in prepoznavaš, ko obstaja mir in predaješ to vse Bogu, ker je nad vso človeško zmožnostjo razumeti. Čutiš njegovo prisotnost, njegovo dobroto in njegovega duha v sebi, če glih
stvari oziroma okoliščine niso trenutno takšne, kako bi si ti mogoče zaželel. In komu bi samoga sebe postavil na toj lestvici. Naslednja kategorija je to, ali se tvoje razmišljanje pomika proti negativi, ali se pomika proti pozitivi. Se zbudiš in se zdaj spominjaš, ko si že vzgojno negativen in kritičen do ljudi. Včasih imaš slabo pričakovanja, namesto ka vipaš na najboljše. Joj, pa kom je to včeraj pravo, ko je to bilo, ko sem jaz eto napravil. Gledaš na svoj dan in si praviš, joj, kako da gneš pa žmetno in slabo predeli v šoli, na faksi pa moram iti ta. Stalno bolje sem zaposleni in sem ne sam zadosti za vse te opravila. Ali pa se zbudi s pozitivno verov. In pravno, če gli so stvari slabe, zakomplicirane, si praviš, Kristus je zmjav, Bog je zmjav, če glih je situacija žmetna v sveti, sem hvaležen za Boga, ker je dela vse dobro in s tem prinaša blagoslove, tem, ker so pozvani za njegov namen. Komu bi samoga sebe postavil na toj lestvici? Pogledamo si še tretjo kategorijo in se pitajte, kako razmišljate med svojim razmišljanjem. So tvoje misli bolj posvetne, usmerjene proti stvarem, ko so samo začasne, ali pa se pomikajo proti tomu, ko je večno. Tvoje misli so lahko bolj posvetne, če si samo zaskrbljene s tem, ko imaš. Ko imaš oblečeno, kako zgledneš, što ti lajka slike na Instagrami, na Facebooku, ko se drugi mislijo o tebi, ali pa se tvoje misli pomikajo proti večnosti. Ko nam je dano od Boga namreč življenje, s katerimi mi služimo, talenti, ker uporabljamo za Božjo slavo. In to, ko imaš, je nekaj, s čim lahko vplivaš na življenje ljudi, ker je se okoli tebe, zato ker da se vse okoli nas končalo, je naše življenje to, kot je večno. Kom bi samoga sebe postavil na toj lestvici? Ko je v naših mislih, je bolj pomembno, kako pa si mi lahko predstavljamo. Ko pride v tvoj se izrazi v tvojem življenju. Nema veze, ko delaš, ko imaš, koga poznaš, ko kupiš, kje živiš, komu potuješ. Ne moreš imeti pozitivnega življenja, če imaš negativne misli. Zakaj? Zato, ker se tvoje življenje konstantno premika v smeri tvojih najmočnejših misli. Rad bi, ko se pitate to pitanje. Če se tvoje življenje stalno premika v smeri najmočnejše misli, si navdušen nad tem, v katero smer se te tvoje misli pelajo. Jaz sem se že večkrat to pital v preteklosti in moj odgovor je bil nažalost večkrat ne. Ne se mi je videlo, komu me misli usmerijo. Če pogledam na moje misli, razmišljanje me ne je bilo všeč. Komu so me pelale? Bili so napunjene z negativnostjo, z strahom, s sebičnostjo, z dvomi in dialog v meni je bil večkrat negativen in sam sebe sam poniževal. Ko je rešitev v takšnem primeru? Sam moram povabiti Boga, ko obnovi moje misli z resnico. Bog, nudim tvojo pomoč, ko obnoviš moj ko nadomestiš vse te laži, ko se mi vrtijo znova in znova v mislih z duhovno resnico. In za pomoč, ko bomo dosegli to spremembo, bomo postavili dve temeljne misli. Prva je, ko identificiramo oziroma prepoznamo največjo trdnjavo, kar nas zadrživle. Se še spomnite, ko je to, ne?
Ujetnik, ko je zavezan z lažjo. Ko je največja mentalna trdnjava, ko te zadržuje. Jaz sem zadosti dober, moja preteklost je preveč grešna, ko bi jo Bog lahko odpustil. Ne mre zavipati ljudem okoli mene, nikdar ne mu znal delati spena za me, nikdar ne mu našel službe, v kateri uživam, katera me ugaja, vsi moji odnosi to propadnili. Če te probali najti največjo trdnjavo, se morate soočiti z realnostjo, ko vaše negativne misli spreminjajo kemijsko sliko vaših možganov. Razlog je, ker vsaka misel ustvarja tudi določeno kemično spremembo v našem telu. Domisliš na nekaj pozitivnega, dobiš tako naliv neurotransmiterov, ker sproščajo z fejs legalno in vznemirljivo drogo dopamin. Na hitro si pogledamo, ko je dopamin. Ta neurotransmiter poživljajoče vpliva na srce, krvni obtok in presnovo. Mobilizira lahko energijske vire telesa, učinek, smo dejavni, živahni in dobre volje. Dopamin spodbuja mišljenje, če ga je veliko, lahko vodi tudi v prekomerno domišljijo, ki se kaže v kratkotrajnih dnevnih sanjarijah. Preveliko pomanjkanje lahko povzroča nemotiviranost, brezvoljnost, tudi čustveno praznino. Dobiš SMS za sliko, v kateri pravi, kosilo je pripravljeno, pa vidiš tvoje najljubše gesti. Dopamin. Kako dobro frizuro imaš, gnesti nekakve. Dopamin. Super. Nekako ko se me vidi, mi je všeč, ko moje sliko na Facebooku in na Instagramu. Dobiš dopamin, si celi veseli, celi navdušeni. In to je ti pozitiven naliv v naših možganih. Znanost nam pravi, da če večkrat misliš isto misel, je stalno ležej ponovno misliti na to misel. In čez nekaj časa je to, ko smo mislili, naša osnovna misel. Trdnjava. Če vrvleš v laž za dosti časa, začne to vplivati na tebe. Kaj je ta laž resnica? Obstaneš v toj enoj potki. Predstavljamo si to tako. Pred kučo imamo travnik in namesto, ko bi odli po zbetonirani potki oziroma po tlakovanci, ko ga imamo napravljenega, odimo direktno čez travnik. In če to delamo 100 dni zaporedoma, vsak še din, ko se zgodi? Tako je, ustvarili mu potko čez travnik. V mojem umi, v mojih mislih, če mislim na laž 100 dni, začnem verovati v to laž in si postavim nevronsko pot v možganih, avtomatsko me pela potom. Z Božjo pomočjo bomo lahko obnovili naš Držali mu se v kraj od travnika in čez 100 dni nemo odli po toj potki, ko se zgodi? Trava je zrasla nazaj. Te poti več ne in v mislih si ustvarjamo novo potko, ker nas vodi do resnice. In ko ta resnica napravi, nas osvobodi. To je znanost in to je Božja, kajti Bog je ustvaril znanost. Rimljanom 12.2 Pavel pravi tako. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Ne vem, kako je tebi to pomagalo, ampak mogoče je to tvoja pot. Je naporen dan in stresen v službi, prideš domov, si zmantran, ne si privolej, si malo čemeren in tvoja stara pot ti pravi, začne se čemeriti, nekaj ti ne paše, na familijo malo se razbuni. Ko pa ti napraviš, je, kaj ideš kraj te poti. Zagrabiš to misel, si šteješ do, 3 ali 10 ali pa 110 sekund v vaši primeraj
moliš, prosiš Boga za pomoč in za spremembo ideš po drugi poti in praviš, oprosti, bil je naporen dan. Se objameš in spremeniš vzdušje s spremembo poti. Ali pa se počutiš slabo za voljo samoga sebe. In da se tako počutiš, je očitna pot do hladilnika. Gejš sladoled, gejš čips, ti se počutiš še slabše, ko si pojo celo škatlo sladoleda, ko si pojo celo vrečko čipsa sam. Ko pa boš ti napravo, je pa nova pot. Namesto do hladilnika ideš na sprehod. Začneš trenirati, se razgibavati in do treniraš dobiš nekaj dopamina in adrenalina, se počutiš boljše v sebi in si ustvariš novo pot. Do ti je dolgi čas, ko napraviš. Vzameš telefon, malo ideš skozi po Facebooku, gledaš, po Instagramu gledaš slike tvojih kolegov, ko imaš dodane in jih sovražiš. Zakaj? Zato, ker je njihovo življenje boljše kot pa tvoje. In tebe je negatom poleg njih, kot jih vidiš na slikaj. Pa zakaj si ne z njimi? Počutiš se, kot bi lahko povedali, loser. In ko napraviš, je nova pot. Deneš doj telefon in v roke vzameš Sveto pismo. V misli začneš pošiljati nekaj drugačnega, kar obnavlja tvoje misli. Ko bi razmišljali na nočešen način, bomo ustvarili novo pot. Ker ne bomo več hodili po toj stari poti, ampak po toj novoj poti in da nam stalno leže iti po toj novoj poti. In stalno bomo se bolje izogibali toga travnika, na katerem je ta stara potka. In čez čas, da trava zrasla nazaj, da težje misliti na to. Vaša naloga je torej, ko najdete najmočnejšo trdnjavo, kjer vas zadrži. Najprej samo eno. Ne bomo napadli vseh 73 najnog. Ampak začnemo najprej samo z eno. Kaj je to za tebe? Mogoče se soočil s svojo identiteto. Jaz sem najljubljena oseba. Mogoče je to ta trdnjava. Ali pa si se že gezarokrat povedal, jaz nikdar ne bom zadosti dober. Jaz si ne zasluži nikaj dobrega. Stalno mu zlomljeni, počutiš se nemočnega, brezupnega, nič vrednega, kakor nema življenje smisla. Prepoznaj trdnjavo, imenuj jo, zato ker ne moreš premagati to, kar ne prepoznaš. In ti vaša druga naloga je, ko imenuješ resnico, kera podrejtav trdnjavo. In zakaj je resnica pomembna? Janez 8. poglavje 2.3. vrstica. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Laž te zaveže v duhovne verige. In mogoče živiš življenje, ker je osnovano na laži. Mogoče nemaš to, ko si je Bog zaželel za tebe. Ne živiš življenja, ko si ga je Bog predstavljal za tebe, zato ker si obtičal za zaklenjenimi vrati. In spoznali boste resnico, da vas je Jezus osvobodil. Pavel pravi tako, karkoli je ta trdnjava, kot drži kot zapornika v mislih, uničimo jo. Podiramo razmiselke in vsakršno visokost, ki se dviga proti spoznanju Boga, in vsako misel podvržemo poslušnosti Kristusu. Ko je najvplivnejša laž, ko je tvoj duhovni nasprotnik ponujcal, ki bi uničil tvojo vero, razbil tvoje odnose, te oddaljil od Boga. Se zavedaš, ko imaš bojno opremo? Ne govorim o orožjih toga sveta, pištole, sable, meče, ne vem kaj vse, ampak v Efežanom 6 imamo zapisano, ko imamo duhovno bojno
opremo. Ko imamo čelado odrešenja, ščit vere, oklep pravičnosti, pas resnice, čevlje za oznanjevanje evangelija miru in vse to je obrambna oprema. Imamo pa samo eno orožje za napad. Meč duha, kar pa je Božja beseda. Božja beseda je ta, ker nas osvobaja, mogočna, živa beseda Boga, ker je ostrejša kot pa kakšenkoli dvorezen meč. Z mečem duha odstranjujmo laži sovražnega, podirajmo te trdnjave laži. Pustimo Božje besede uničiti vse laži, ker so nas držale kot talce. Kaj je tvoja trdnjava? Izpostavi jo in predaj Bogu, ustvari si novo pot po Božji milosti. 2. Peter, 1. poglavje, 3. vrstica. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Njegova božanska moč je meni, Gregori, je Tamari, Kalebi, Viktori, Dragoji, Leji, Žanin, Melani, Olgi podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost. Bog nam je dal vse. Dal mi je čas, kad delam v tom, v kar me je pozval, v kar me je poklical. Dal mi je moč, ko upravljam delo, v katerega me je pozval. Da sem slab, je njegova moč popolna v meni. V meni prebiva isti duh, ko je obidel Kristusa od mrtvih. In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Amen. Leko še nakratko gor stanemo v časi molitve in resnično razmišljajmo o tom, kako razmišljamo, kaj je v našo umi. Predajmo to Bogu, kajte samo skozi njegovo besedo leko odreši naš z resnico. Gospod Bog, hvala ti. Hvala ti za te čas, ko ga imamo tu. Gospod Bog, hvala ti, ko nas ti poučuješ skozi tvojo besedo, ko nam ti daješ možnost, ko se izobrazimo, Gospod Bog, resnično, ko tebi predamo naša razmišljanja, naša življenja, Gospod Bog, ko ne bi šatan napadal naše misli, Gospod Bog, ko bi se znali upreti s tvojo resnico, Gospod Bog. Resnično, daj nam ti spoznati, kaj je to, kar nas doj veže, kaj je to, kar nas doj drži, Gospod Bog, resnično, ko bi leko bili osvobojeni skozi tvoje resnice. Amen. Amen. Izvolite se.